Pozdravljeni. Zopet je na vrsto prišel naš običajni komentar novic in kot ponavadi si bomo tudi danes pogledali, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Kot ponavadi se bomo tudi tokrat ustavili pri 4 različnih sklopih in seveda bližnjice do citiranih člankov so seveda navedene v samem opisu. Novice, ki jih bomo danes pokomentirali, so bile vse objavljene 10. decembra. Seveda po zadnji veliki nagradi v Abu Dhabiju na letošnjem koledarju je bilo potrebno nekaj časa, da so avtorji spisali kaj zanimivega. In treba je poudariti, da ko je slika v barvah, navajam tisto, kar piše v člankih, ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno lastno mnenje, moj osebni komentar. Tudi tokrat smo ponovili pravila tega malce drugačnega formata, zato se lahko udobno lotimo prve današnje teme. Na spletnem portalu planetf1.com smo lahko zasledili članek, v katerem smo dobili uradno potrditev, da bo ekipa Cadillac uporabljala pogonske sklope ter menjalnike Ferrarija v prvih 2 sezonah. Novica, ki v resnici je krožila že kar nekaj časa v zakulisju Formule 1, ampak sedaj so zadeve uradno potrjene. Vsaj v prvih 2 sezonah, dokler pri General Motorsu ne bodo sestavili lastnega pogonskega sklopa, bodo pri ekipi Cadillac nekako idejno prevzeli tisti komplet, ki ga bodo seveda izpustili pri ekipi Sauber, ki se bo preimenovala v Audi. A tu je treba dodati še nekaj. Tisti, ki sledite dogajanju, ste verjetno zasledili tudi članke, ki so govorili, da je možnost tudi, da bi enote dobavljala Honda, ki se v sezoni 2026 uradno vrača v Formulo 1. Ampak avtor take domislice ni pomislil na nekaj osnovnega. General Motors, znamko Chevrolet, je prisoten prav tako kot Honda v prvenstvu IndyCar. In malce čudno bi bilo, če bi nasprotnika v eni kategoriji tako tesno sodelovala v drugi. Ampak dogaja se, da marsikdaj, kot bomo videli v nadaljevanju, avtorji določenih člankov ne vedo ali pa se ne potrudijo, da bi izvedeli vse, kar se skriva v ozadju. A kar se tiče te prve novice, je seveda to vse. Pojdimo rajši k drugi današnji temi. Po končani sezoni 2024 so ekipe ostale na progi Yas Marina v Abu Dhabiju, kjer so poleg ostalega tudi testirale nove tipologije pnevmatik za prihajajočo sezono 2025. In kot poroča spletni portal GP Blog, je bilo vsaj okrog nove mešanice C6 kar nekaj skeptičnih pomislekov. Tu velja poudariti, da je sam predstavnik Pirellija Mario Isola povedal, da z novo pnevmatiko C6 je bilo mogoče odpeljati en sam hiter krog, preden je leta začela degradirati.
In brez skrbi, ne bom vam zopet ponavljal, kaj to degradacija je. Kdor se je do tega trenutka naučil v redu, ostali pač nikoli verjetno tega ne bodo razumeli. A zanimivo je nekaj drugega. Pneumatika C6 je bliže tisti pneumatiki za vlažno progo kot katerikoli drugi mešanici na samem spektru, ki ga Pirelli proizvaja. In ker je bilo testiranje po dnevi, je bila že tako ali drugače temperatura višja. Je torej čudno, da je ta tipologija pneumatike zdržala samo en hiter krog, preden je začela degradirati? Meni osebno niti ne, ampak takšno tipologijo jo vidim bolj v smislu kvalifikacijske pneumatike, ki bo seveda prišla prav na določenih prizoriščih, ampak ne vidim smisla, da bi jo uporabljali na sami dirki. Ampak s tem, ko bo verjetno prisotna v samih kombinacijah, bomo videli veliko nagrado z 2 ali 3 postanki namesto z enim. Namreč, če bo nekdo izbral C6, C5 in C4, ne bo tiste pneumatike C3, ki je mnogokrat rešila situacijo. A o tem, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, bomo prav kmalu vsi skupaj ugotovili, kakšna je vloga te nove mešanice. Mi pa pojdimo k tretji današnji temi. Pri Maxu Verstappenu so komisarji FIE nekako preslišali opazko, ki jo je povedal o njih. Kot poroča spletni portal motorsport.com, ne bo nobenih disciplinskih učinkov, zaradi tega, ker je po radijski zvezi komisarje imenoval neumni idioti, ko so mu pribili 10 sekund zaradi več kot očitne napake pri prehitevanju v prvem krogu. In tu velja poudariti, da Max Verstappen je bil kaznovan z družbeno koristnim delom, ker je kletvice uporabljal na tiskovni konferenci. Če bi gledali vsa radijska sporočila, bi verjetno lahko dejali, da Formula 1 bi začela postajati podobna neki dobrodelni organizaciji, kajti vozniki bi opravljali ogromno volonterskih dejavnosti. Ampak vrnimo se k Maxu. Dejal sem, da je že pokazal, da pravzaprav ni razumel, zakaj je na veliki nagradi Mehike dobil 2-krat po 10 sekund. In to njegovo malce oholo obnašanje, poleg nerazumevanja, vsaj v mojih očeh, kaže na to, da je neumni idiot nekdo drug. Kdo je, lahko seveda razume vsak sam. Mi se bomo ustavili še pri zadnji današnji temi. Za konec pa kot ponavadi tema, ki je rahlo manj posvečena tistemu neposrednemu dogajanju na samih progah svetovnega prvenstva Formule 1. In danes se bomo zopet za trenutek ustavili pri mojstrovini, in sem zelo sarkastičen, ki je bila objavljena v slovenskih medijih. Na spletnem portalu Siol smo lahko zasledili članek, kjer je avtor dejal, kako je Zac Brown kričal od navdušenja, kajti imel je 133 milijonov dobrih razlogov za to. Avtor je seveda mislil na tisto denarno nagrado, ki jo pobere svetovni prvak med konstruktorji. A verjetno piscu
ni jasno, kako deluje Formula 1. Kaj je tista omejitev porabe, ki je postavljena na 135 milijonov dolarjev. Torej, po njegovem v naslednji sezoni McLaren bo tekmoval brez pokroviteljskih napisov. Oziroma vse tiste multinacionalke, pa govorimo od tobačne industrije pa do velikanov, kot je Google, plačujejo McLarenu le 2 milijona za vse napise, seveda v seštevku. Zac Brown je bil presrečen, zato ker je njegova ekipa končno osvojila naslov svetovnega prvaka. Med konstruktorji se je to zadnjič zgodilo leta 1998. In v tistem trenutku Zaca Browna ni brigal denar. Ampak verjamem, moramo imeti dramatične naslove, da nas nekdo sploh klikne. Čeprav s svojim znanjem kažemo na to, da pravzaprav o športu, o katerem pišemo, ne vemo prav dosti. In to je treba poudariti. A tako, prišli smo do konca tudi tokratnega komentarja novic, kjer smo si pogledali še tisto, kar se je zanimivega zgodilo praktično v preteklem dnevu. Vseeno, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.